Zdravo, poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera. To je dnevno informativni podcast Večer je zjutraj. Dobrodošli v naši družbi. Z Večerom razumete bolje. Danes je torek, 13. januarja 2026. Podcast vodim Matija Stepišnik. Zimska nogometna tržnica. Maribor odhaja na priprave v Turčijo. Kdo je prišel, kdo bo odšel in kaj počnejo mariborski konkurenti. Robert Golob je sklical kosilo političnih strank leve sredine. Kaj se lahko dogovorijo? V hotelu Habakuk je na ogled Safir, za katerega verjamejo, da je največji na svetu v enem kosu. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vse skozi smo z vami na večer.com. Zima, kot je nekoč bila, smo te dni večkrat pisali v Večeru vse. Oči Mariborčank in Mariborčanov so uprte v krasno zasneženo, idilično, tako rekoč Pohorje in smučanje po domala vseh progah, ampak to seveda ne pomeni, da nogomet ostaja popolnoma v ozadju. Maribor je vendarle nogometno mesto in čeprav so nogometna igrišča trenutno še bolj ali manj poledenela, seveda tako ali drugače tudi sčiščena, da klubi že lahko trenirajo, odštevamo tudi do začetka spomladanskega dela slovenskega nogometnega prvenstva. Naš nogometni ekspert, podcast, urednik in strokovnjak za številne zadeve, Miha Dajčman, zdravo, servus. Zdravo. Zdaj vse te funkcije, ki si naštel, najprej marsikateri bi lahko postavili vprašanje, ampak dobro, nadaljujemo. Nisva se srečala, da bi o funkcijah, ampak o fuzbalu. Ampak vseeno bi te najprej na začetku vprašal, daj povej, sankaš, smučaš, se sprehajaš po snegu kaj te dni ali se bolj ukvarjaš s fuzbalom, mogoče igraš telovadnici, denimo? Komaj čakam, da se spet zberemo na terminu. Ja. To se veselim, ker decembra, ko so bili na sporedu zaključki, smo kar redno igrali, ker takrat pač se ljudje radi zberemo. Januarja pa še nam ni uspelo. Sicer pa zaenkrat, če nisem smučal in sankal, le sprehajal sem se malo po zasneženih gričih v okolici Kungote in pa seveda tako kot večina Mariborčanov se tudi jaz sprehajam po zaledenelih ulicah, ampak situacija pač takšna, nič nimam zapovedati proti tistim, ki bi morali poskrbeti za to, ker pač res je zahtevno vse skupaj urediti v teh dneh. Mogoče je to pravi trenutek, da bi razmišljali o kakšni sankaški ali pa bob reprezentanci v Sloveniji. Končno imamo neke zaledenele strmine. Ne? Res je, ne boš verjel, nekoč sem sedel v slovenskem bobu, kot mlad pubec sem sedel v bobu, ki so ga takratni slovenski bob športniki, kako se temu reče, sankači predstavljali v Planici in sem celo prispeval 10 € za to, da bi nekoč oni tekmovali na kakšnem velikem tekmovanju, pa mislim, da jim ni uspelo. David Urankar, mislim, da je bil eden od teh, ki so bili tam, če se res prav spomnim, ampak mislim, da sem bil manj kot 10 let star. Ampak ja, raje kot to, da bi videl kakšne sankače bob športnike, ne poznam tega pravega izraza, bob sankače, bobovce. Bomo izbirali zdaj. Ja, raje kot to bi videl zopet kakšno nogometno tekmo. No. Dobro, vse želje se ti bo verjetno zelo kmalu uresničila. Ja, daj, seveda res lahko bi še klepetala dalje, ampak spravimo se k biznisu, ne, k najini današnji temi. Torej, vijoličasti na letalo za Turčijo, zdaj že tradicionalna pripravljalna zimska baza. Ravno preden sva začela, si mi rekel 16 stopinj prijetnih čez dan, ampak 0 po noči. So to prave razmere za trening, za priprave na slovensko nogometno zimo, ker čez 3 tedne zna biti kar pestro, ne, na stadionih, če ne bo sneg nekako zginil, se stopil. Jaz verjamem, da se bodo takrat sneg stopil, tudi zaradi tega vročega dogajanja prestopnega roka, ki se je že zgodil in se obeta. Sicer pa ja, prijetnih 16 stopinj po noči 0, mislim, da odlična menjava okolja za Mariborčane, ki so zdaj trenirali verjetno v res nemogočih razmerah tukaj v Mariboru pri neverjetnem minusu, zaradi tega je tudi odpadla predvidena pripravljalna tekma z Bistrico. Maribor je odšel kot že vrsto let zapored v Antalijo, v okolico Antalije, tokrat drugič zapored v hotel Kaja Palazzo.
Lani so bili tam Mariborčani prvič in bili navdušeni nad ponudbo, nad tem, da so pač po dolgem času zamenjali sosesi za novo prizorišče, tudi z igrišči so bili zadovoljni, tako da verjamem, da je zdaj pravi čas, da izpilijo formo za nadaljevanje sezone, ko bodo skušali uloviti dokaj daleč pred njimi bežeče Celjane. Mimogrede, ti so pa že na Majorki. Pri domačinu tamkajšnjem Albertu Rieri, najbrž mislim, da je on z Majorke, ne? Tako je. In jih je verjetno tam pričakal. To, kar si rekel, da so trenirali v nemogočih razmerah, in seveda deloma tudi zgodba o tem, da mariborski kljub Ligi prvakov in kasneje tudi novim investitorjem še vedno nima nekega trening centra, ki bi lahko kljuboval tovrstnim res zimskim razmeram, ki niso naklonjene športnikom, kot so nogometaši v tem trenutku, ampak o tem mogoče kasneje ali pa drugič. Predvsem upamo, da bomo se tudi mi organizirali nekako drugi del priprav nogometašev Maribora pospremili v živo in vam prenesli številne zanimive zgodbe. Miha, ti nam pa predvsem v tem trenutku povej, kakšno je stanje, koliko je bilo odhodov, kaj se obeta predvsem pri prihodih. Vijoličasti so objavili seznam igralcev, ki so odpotovali v Belek. Je kakšno presenečenje? Vemo za odhod Gregorja Sikoška, vemo za prihod Luke Mlakarja. Kaj se še dogaja v klubskih pisarnah? Vemo, da je Capo di Banda za športne operacije čez praznike bolj ali manj bil v Turčiji, v zadnjih dneh spet v Mariboru, ampak ti imaš verjetno tudi kakšne informacije, ki jih drugi nimamo. Tako je, Maribor je zdaj odšel v Turčijo, pa ni pripeljal še recimo večjega števila nogometašev, pa naredil neke večje prevetritve, kakor si je zaželel ob koncu prejšnje sezone trener Feđa Dudić. Omenil si Luko Mlakarja, prišel je iz propadajočih Domžal. Maribor je torej le potegnil nekaj iz tega okolja, od koder se je že okrepil večkrat v preteklosti. Zdaj Domžalčani so izgubili številne nogometaše in mislim, da je Luka Mlakar ena taka dobra priložnost bila za vijoličaste, glede na to, da so imeli že dobro izkušnjo z njegovim starejšim bratom Janom Mlakarjem in glede na to, da je Luka Mlakar dal skozi nogometno šolo Rome in se pri zgolj 19 letih že preizkusil v prvi ligi. Lahko bi bil primeren nogometaš, ki čaka na priložnost, vkolikor se že do začetka sezone dobro pripravi. Benjamin Teteh, ki pa zaenkrat še trenira po individualnem programu oziroma sanira poškodbo, tako da morda Mlakar že na začetku spomladanskega dela dobi večjo minutažo. Sicer pa, ja, kot smo rekli, večjih sprememb zaenkrat še ni. Dejan Mitrović je za ekipo poročal o tem, da se Mariborčani dogovarjajo s Tijom Cipotom. To je tudi potrdil gospodu Mitroviću Amir Ružnić, njegov agent, torej agent Tija Cipota. Cipot je iz Specije posojen v GAK in v Avstriji ni zadovoljen oziroma ne dobiva minutaže, kot bi si jo sam zaželel. Vemo, Tijo Cipot je nas opozoril pri Muri, bil zelo pomemben člen mlade reprezentance, ki se je uvrstila na Euro in nekako bi to bil zdaj Mariborov odgovor na to, da so Celjani za več kot 1 milijon evrov podpisali povratnika v knežje mesto Svita Sešljarja, ki je v bistvu bil zadnja leta v prvi ligi eden boljših nogometašev. Zdaj, če bo do tega dejansko prišlo, bo potrebno še počakati. Tudi sam Ružnić je za ekipo povedal, da je pač dogovor o tem dokaj zapleteno doseči, glede na to, da so vpleteni 3 klubi, sicer pa drugih znakov o novincih še ni in verjetno to najbolj skrbi trenerja Feđa Dudića. Bil sem na tisti prvi tiskovni konferenci Maribora ob začetku priprav 3. januarja in neverjetno nezadovoljen se mi je zdel sicer zelo zgovoren Feđa Dudić. V preteklosti smo ga bili vajeni kot pozitivnega, nasmejanega, kdaj je tudi kaj povedal preveč, tudi takrat, ko ni bil zadovoljen. Za začetek priprav pa sem pričakoval, da bo njegov nastop malo bolj pozitiven, ampak očitno se še vlečejo repi iz konca jesenskega dela, ko so Mariborčani izgubili pomembne točke
proti Aluminiju in hkrati dejstvo, da pač Maribor ni podpisal nogometašev, ki jih je želel oziroma potrebuje za to, da bi ulovil Celje. Bojda so bili na voljo nekateri nogometaši v Mariboru, pa se trenerski štab, kolikor smo slišali, ni odločil za te nogometaše, kajti zopet bi lahko v Maribor prišli nogometaši, ki so prihajali recimo v zadnjih prestopnih rokih, pa se nekako večina od teh ni izkazala v Ljudskem vrtu. In Fedža Dudić je med drugim tudi v izjavi povedal, da raje niso pripeljali koga, ki bi ga čez par mesecev morali prečrtati, kot se zdaj to dogaja, in zdaj je v Turčijo odpeljal 27 nogometašev, zraven ni že odpisanih Mbine, Taylorja in pa Sikošek, ki pa je že dobil v Varaždinu nov klub, tako da, ja, in Bamba seveda, Bamba sem pozabil, ki je že dolgo odpisan, tako da Maribor ima po številu igralcev širok kader, ampak po mnenju nekaterih pa mogoče celo enega slabših v, ne vem, obdobju zadnjih 15 let, ker dejansko trenutno ni nogometaša recimo, ki bi bil zanimiv za nogometni trg, pa vemo, da v tem trenutku, kot pravi Čem Bazgul, Maribor ne potrebuje igralcev, ki bi jih prodajal, ampak vseeno tu ni nekega izrazitega talenta, strelca in tako dalje. Če izvzamemo recimo Davida Pejčiča, ki pa je posvojen Ljudski vrt in bi ga Mariborčani ob koncu sezone morali odkupiti, če bi ga želeli obdržati v svoji ekipi. Ne bi se povsem strinjal s tistimi, ki pravijo, da je to najslabši igralski kader v zadnjem obdobju, da rečemo tako. Mislim, da je v tem igralskem kadru precej nogometnega znanja, tudi nogometnega potenciala v nogah teh nogometašev. Ampak drugo vprašanje je seveda, kot smo že neštetokrat debatirali, koherentnost, uigranost, kemija, liderstvo v tem kadru. S tem bo imel Fedža Dudić seveda velike težave, predvsem pa smo bili v preteklosti navajeni, da je Maribor v zimskem prestopnem roku nekako že gledal proti poletju, se pripravljal z okrepitvami nekako na evropsko poletje ali celo seveda, spomnimo se, jesen, tokrat pa mora predvsem dopolnjevati igralski kader na mestih, kjer gori v tem trenutku. Kje je Maribor po tvojem mnenju ali pa mogoče po mnenju Dudića najšibkejši, najbolj tanek v tem trenutku, da bi do konca prestopnega roka Bazgul in ekipa morali potegniti še nekatere poteze? Zagotovo je to položaj levega bočnega branilca, ker trenutno ostaja trenerju le Čedomir Bumbić, ki je bil v koncu jesenskega dela sicer na stranskem tiru, nekaj je tam odigral tudi Špan Ring, ampak mariborska publika ni zadovoljna s temi igrami. Potem Odžo je flikal to mesto, ki je sicer naravno igralec, ki je više na igrišču postavljen, tako da zagotovo levi bočni branilec. Recimo, da je zadnja oziroma zvezna vrsta ima dokaj dovolj izbire, sploh glede na to, da sta zdaj v pripravljalnem obdobju in da je v pripravljalnem obdobju tukaj Oskar Zambrano, ki je ob koncu jesenskega dela pokazal, da ima kvaliteto, pa zaradi dopinške prepovedi dolgo ni bil v tekmovalnem procesu. Nekaj minut je na afriškem pokalu narodov dobil tudi veteran serij, tako da ob še Viherju, ki pač redno igra zaradi kvote mladih nogometašev in tem, da lahko na zadnjem veznem igra tudi recimo Jan Repas, mislim, da je zadnji vezni v tem trenutku rešen. Če gremo više po igrišču, pa mislim, da bi si želel Dudić kakšnih dodatnih okrepitev na krilnih položajih. Vemo, da je Hilal Sudani že v zrelih nogometnih letih, da se mu marsikdaj to tudi pozna, pa čeprav znal tudi odločiti kakšno pomembno tekmo v preteklosti. Na položaju takoj za napadalcem trenutno mislim, da Maribor nima večjih težav z Pejčičem, z Janom Repasom, če igra višje in razigrava soigralce. In še kom je tako Žiga Repas, ki trenutno sanira poškodbo. Od zadaj prihaja recimo Kobe Bajc, mislim, da tukaj ni težav. Levi winger mogoče nekaj težav,
Čimpamba je igral toplo hladno, jeseni od teh novincev, ki so prišli, mogoče celo najboljši, hkrati Odžo, ki se v Mariboru pač ne znajde, odigra mogoče 10-15 minut dobro na tekmo in pač pokaže, da je dodana vrednost, ampak ni pa kontinuitete. In pa v napadu mislim, da bo kar nekaj sivih las za Dudiča. Benjamin Teteh ima zadnja leta redno težave s poškodbami, ko igra, takrat zadeva. Tudi naši kolegi nekateri pravijo, da pa ne zadane na tistih pomembnih tekmah, ne odloči teh pomembnih tekem. Spomnimo se samo derbija, ko je recimo zastreljal penal, tako da mislim, da če bi zdaj moral izpostaviti, bi rekel, da se obeta morda kakšna okrepitev še, če bodo Turki izpeljali zadeve na krilnem položaju v napadu in pa na položaju levega bočnega branilca. Za eno zanimivo ime, neznanega izgovoriti, pri milem Bogu se je pojavljal 16-letni Turk iz četrtoligaške konkurence. Vemo kaj več o tem, kaj je tu name of the game. Ja, Sportklub je prvi poročal. Za 600.000 evrov. Ja, jaz ne poznam seveda ne tega igralca, tudi ne podrobnosti teh pogovorov, ampak nekako jasno je, da je v določenih primerih Maribor lahko tukaj obvod za to, da igralci pridejo iz držav, pa ne bomo rekli tretjega sveta, ampak držav, ki niso v Evropski uniji, v recimo Anglijo, ne, zato ker pač Anglija, odkar ni v Evropski uniji, oziroma Britanija, odkar ni več v Evropski uniji, so pravila za delovne vize, če lahko tako rečem, bolj zapletena. Zato tudi recimo verjamem, da Maribor si Oskarja Zambrana glede na njegovo ceno in njegov renome preteklosti ne bi mogel privoščiti, zdaj pa tukaj igra, začel je igrati kljub dolgemu suspenzu in verjamem, da tukaj ne bo dolgo, če bo pokazal kvaliteto, ki jo je že kazal tako v ekvadorskih mlajših reprezentancah, bil tudi recimo vpoklican v člansko izbrano vrsto in tudi na Otoku je že odigral nekaj dobrih tekem v Championshipu. Še en zanimiv fant je tukaj v ekipi Carrera, ali kako se mi zdi, da se piše, ne? Na katerega verjetno tudi Hull City v prihodnosti ali pa celo v bližnji prihodnosti računa. Še nekaj me pa zanima, ne? Dobro, ti spremljaš fuzbal od blizu, neprestano. Jaz kot ponosni lastnik letne karte seveda tudi spremljam vijoličaste neprestano, bolj ali manj, ampak ne mogoče tako dnevno. Se mi pa zdi nekako, glede na pretekla leta, pa ne samo na Zahovičeva leta, ampak tudi leta potem, da je fuzbal malo pod radarjem, zanimanje. Včasih je bilo dosti več tega brbotanja, vrenja, prve priprave, prva večerja, kdo bo prišel, kdo ne bo, kdaj bodo kaj objavili, kdo bo kaj. Zdaj se mi pa zdi, da je malenkost manj zanimanja ali pa večje zatišje, ali pa se motim, ti mi povej. Jaz ne bi delil tega mnenja, jaz mislim, da ljudje še vedno zelo radi in zelo podrobno spremljajo dogajanje, veliko je tudi komentiranja po različnih socialnih omrežjih. Verjetno so pač valovi, ki se dogajajo, ne vem, v Slovenci smo vseeno glory hunterji, pa verjetno smo zdaj namesto, da bi spremljali, kaj se pri -15 dogaja v Ljudskem vrtu, pogledali pa tudi, kaj se dogaja na Ljubnem. Verjamem, da prvi krog vseeno bo prinesel del tiste, pa ne morem reči euforije, ampak zanimanja iz preteklosti. Mariborčani se znajo zbuditi recimo v pravih trenutkih, podpreti ekipo. Videli smo tudi to v jesenskem delu sezone, pa čeprav so vijoličasti marsikdaj klecnili. Je pa en manjši problem, ki je skrb vzbujajoč, da pa Maribor ne dobiva tistih tekem, ko pride največ ljudi na stadion, na derbije, na evropske tekme, na obračune s Celjani, in to pač se zgodi tudi, da Maribor zmaga, ampak ni pa več tiste energije, a pa hitro na stadionu potihne, ne? In ko gledalci z takih tekem odhajajo morda slabe volje, verjetno potem malo tudi vso ostalo zanimanje za vijoličaste se malo porazgubi. Ampak ja, jaz upam, da bo recimo 1. februarja, ko bo prva tekma v Ljudskem vrtu Maribora in Celja, da do takrat se otopli na približno 10 stopinj Celzija.
da mogoče Maribor pripelje še kakšnega igralca, da dobro odigra pripravljalne tekme v Turčiji, čaka jih Debrecen, Vojvodina in Jagelonija, tako je, in da potem z nekim novim zanosom pride v Ljudski vrt in pa da pokažejo Celjanom, ki veljajo za prve favorite tega prvenstva, da se jih naj še ne odpiše tako hitro. Zdaj, zelo se strinjam s tem, ne, v Mariboru se zelo hitro spet zakuri neka drobna iskra upanja, zdaj pa bo, ne, zdaj pa se bo nekaj zgodilo, potem pa ta iskra nekako ne preraste v ogenj, torej z velikim skalpom, z porazom Celjanov, Olimpije v Ljudskem vrtu ali pa z neko res daljšo serijo nepremagljivosti, s čimer bi ta iskra prerasla v neko spet evforijo. Vemo pa, da ko je Maribor imel to evforijo, to pričakovanje, je bil tako rekoč nogometno izjemno težko premagljiv, ker so se tudi drugim tresle hlače, ne. Celjanom se zdaj zagotovo v Ljudskem vrtu ne več, pa niti Aluminijo, ki je odnesel 3 točke v zadnjem krogu. Zato te zdaj prosim, ne, da omenil si Svita Sešljarja, ki je prišel nazaj v Celje. Tam se sicer govori, da bi lahko odšel Franko Kovačević, najbolj vroč napadalec slovenske lige v zadnji pol sezoni. Če nam malo še predstaviš, mogoče na hitro, kaj se je v tej zimi zgodilo, res opaznega v drugih klubih, takega, da ni ušlo, bom rekel, medijski pozornosti. Je opazno to, da se pri Olimpiji nič kaj ne dogaja, da je recimo Vidovšek objavil, da se končno vrača na zelenice, poslal je sporočilo navijačem Olimpije. Pri Kopru se dogajajo klasični kadrovski premiki, tam v bistvu ni nič nenavadnega, da pride do parih menjav, ampak še vedno ni pa zdaj nekega večjega pretresa. Sicer pa razen tega, da pač Domžale počasi razpadajo, nismo zaznali še nič kaj posebnega. No, Celjani se krepijo, za slovenske razmere res ogromne odškodnine izplačujejo za novince, tako da kažejo zobe tudi med pripravami na nadaljevanje sezone. Zanimivo bo vse skupaj videti. Mimogrede, če se spomniš Banjaka iz Olimpije, podpisal je za Primorje. Tako da tudi takšne nepričakovane zgodbe nogometne se dogajajo, so pa, še omenimo še nam bližnje Muraše in Aluminij, obojni so trenutno v Turčiji, mislim, da Aluminij celo prvič na pripravah v Beleku. S to Muro je res trenutno zelo zanimivo, kaj se vse tam dogaja, ne, ves čas so v iskanju nekega zunanjega investitorja, ki bi jim pomagal finančno podpreti projekt, pa potem, ko so se opekli z Junčajem, ne najdejo možnosti, so pa pripeljali igralca recimo z najdaljšim imenom in priimkom. Čakaj zdaj, samo da se bom točno povedal, bom Ivan Borna Jelič Balta, tako nekdaj v Kopru je recimo podpisal za Muro, tako da ja, vsi klubi delajo v tem trenutku, vsak želi seveda popraviti svoj igralski kader, ampak da bi pa rekli, da se večji pretresi dogajajo, vse pa trenutno ne še. Ok, bila sva kar izčrpna, zdaj na 3/4 lahko napoveva vsaj, da bomo vijoličaste prihodnji teden, upam, da res, nekaj se še moramo dokončno dogovoriti, spremljali v Turčiji. Katere priprave bodo pa to za tebe, če boš tam? Če grem v Turčijo naslednji teden, bo to mislim, da 4., tako da ja, pogovarjamo se zdaj s klubom, kaj nam je sploh lahko omogočeno v tistem trenutku tam. Če vas zanima, kaj vse smo že poročali iz Turčije, poglejte v Večerov arhiv, mislim, da smo lani objavili 28 zgodb iz enega tedna dogajanja v Turčiji, tako da fajn je, če se gre na teren, tam se dobijo drugačne zgodbe, seveda pa je primerno tudi, da če smo na terenu, da je tam tudi neko sodelovanje s
z ekipami, ki jih obiščemo. Tako da upam, da se uspemo tako z vijoličastimi dogovoriti, pa da seveda dobimo blagoslov šefov tukaj na večeru. To ne bo sporno, ostalo pa moramo zložiti, pa bo nič. Hvala lepa za danes, Miha. Torej, na snidenje upam, da iz mariborskih -3 na turških +16. Upam pa, da se tudi, zdaj iskreno to lahko v podcastu povemo, da se tudi mariborski minus na lestvici spomladi zmanjša. Držimo pesti. Leva sredina je dobra 2 meseca pred volitvami v strahu pred izgubo oblasti. Da bi strnili vrste, je Robert Golob sklical srečanje 8 političnih strank, ki bodo odšle skupaj na kosilo. Vabilo je zavrnila le zunaj parlamentarna Resnica, ki se ne pozicionira ne na levo, ne na desno. Kosilo prihaja teden dni po odmevnem prestopu poslanca Mateja Tašnerja Vatovca, ki se je iz Levice preselil k Socialnim demokratom. To je povzročilo nemir predvsem v najmanjši vladni stranki, ki ankete napovedujejo izpad iz parlamenta. Premier Golob je napovedal, da bodo na skupnem kosilu poskušali poiskati soglasje o tem, kaj si želijo kot skupnost. Predsednik Socialnih demokratov Han pozdravlja srečanje leve sredine. Na kosilo bo tudi evropski poslanec Prebilič, ki je pred novim letom pozval levosredinske stranke na srečanje, a je dobil košarico. Več v analizi Mateja Grošlja v spletnem in tiskanem Večeru. V hotelu Habakuk v Mariboru so te dni na ogled postavili izjemno dragocenost. Safir, za katerega verjamejo, da je največji safir na svetu v enem kosu. Kamen je težak kar 230 kg z ocenjenimi 1,4 milijona karatov, zanj pa je že vložena tudi vloga za vpis v Guinnessovo knjigo rekordov. Kot pojasnjuje lastnica in direktorica hotela Maruša Pišljar, je posebnost kamna tudi njegova oblika. Izklesanje v podobi triglava s 3 izrazitimi vrhovi, po čemer je dobil tudi ime. Kamen je postavljen na vidno mesto v hotelu v predverju in je namenjen ogledu gostov ter širše javnosti. Safir pa ni le dragocen eksponat, temveč tudi simbol novega poglavja. Po letih negotovosti želi Habakuk znova utrditi položaj enega ključnih nosilcev mariborskega turizma. To je bil Večerje zjutraj 13. januarja 2026. Z vami sem bil Matija Stepišnik. Kakovostno novinarstvo lahko podprete tako, da se naročite na tiskani in spletni Večer, postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet. Želimo vam odstreti vpogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Pazite nase, predvsem, da vam v teh ledenih časih ne zdrsne. Z Večerom razumete bolje. Se beremo in se slišimo.